Ta naziv res pomeni veliko zaradi tega, ker je to mnenje pacientov, ne. In če te družine otrok s sladkorno boleznijo prepoznajo, kot da si na svojem področju dober in da si jim oporo in pomoč, je to verjetno eno največjih priznanj, ki jih lahko dobiš. Pravzaprav sem sama želela biti zdravnik že od malega, že od osnovne šole naprej. Težko bi rekla, zakaj, ampak alternative ni bilo. Jaz si nekako mislim, da sem se za to odločila v 3. razredu, ko so nas takrat cepili proti črnim kozam in me je zdravnica pediatrinja, ki je to delo opravljala, res fascinirala. In tudi ves čas sem govorila, da bom zdravnik za otroke. Ko delaš z otroci, delaš vedno z družino, ne, tako da težko rečemo, da imaš pred sabo samo otroka. Če je to malček, dojenček, potem so starši za tebe tista ključna vez, ki ti bo povedala, kaj se z otrokom dogaja. Šolarji že začnejo sodelovati, najstniki so pa spet zelo različni. Nekateri so pogovorljivi, si želijo tudi večjega znanja o svoji bolezni. Lahko pa naletiš tudi na najstniško uporništvo, odklanjanje bolezni, tako da je verjetno največja umetnost, ko delaš z otroci, da pri vsaki družini, pri vsaki starosti ugotoviš, kako najboljše vzpostaviti stik in potem sodelovati s takim pacientom ali pa družino. Jaz sama se ukvarjam največ s sladkorno boleznijo. Pri otrocih sladkorna bolezen pomeni doživljenjsko zdravljenje z inzulinom. In tukaj je seveda umetnost krmiliti med visokimi in nizkimi sladkorji, se pravi želja vseh je, da bi imel otrok čim bolj stabilen sladkor, obenem pa je vodenje sladkorne bolezni povezano s tehnologijo. Praktično vsi otroci imajo inzulinsko črpalko, uporabljajo senzorje za merjenje glukoze, tako da morajo biti otroci, starši, tudi spremljevalci v vrtcih in šoli usposobljeni tudi za tehnično rokovanje z temi pripomočki. Ključna je prehrana, zelo pomembna je telesna aktivnost, tako da tukaj gre za eno zelo široko znanje, ki ga mora pri nas posredovati tem družinam kar celoten tim. V bistvu bi se zahvalila za zaupanje. Jaz delam tukaj več kot 30 let in sem v tem času spoznala okrog 1500 družin otrok s sladkorno boleznijo. Jaz zelo rada spremljam njihove življenjske poti. Ravno pred 2 dnevi sem naletela na svojo bivšo pacientko, ki ima zdaj že 22 let staro hči in sem z veseljem poklepetala z njo. In ko vidiš take dobre zgodbe, kot mi jo je ona predala, veš, da vse, kar delaš s pravo mislijo in voljo.